Splošni bolnišnici Celje med vikendom 80% več COVID pacientov. Mestna občina Celje predstavila ukrepe v času epidemije. Hostel Celjskega mladinskega centra drugič zapored najmladinsko prenočišče. Celjani so se proti Gorici rešili v zadnji minuti tekme. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer. V nedeljo so v Sloveniji opravili 3682 testov in pri 1116 ljudeh potrdili okužbo z novim koronavirusom. V slovenskih bolnišnicah se trenutno zdravi že 523 ljudi, od tega 82 na intenzivni negi. Število obravnav pacientov okuženih s koronavirusom se je v Splošni bolnišnici Celje med vikendom povečalo za 80%. Pri njih se trenutno zdravi 75 pacientov s COVID-19, od tega jih je 12 na intenzivni negi, 11 jih potrebuje pomoč respiratorjev. Ja, stanje je bilo ta vikend kar, dramatično. No. Število COVID obravnav se je izrazito povečalo, predvsem v petek, čez dan in potem tudi v noči iz petka na soboto. Tako da trenutno imamo hospitaliziranih 12 pacientov na intenzivni terapiji, razen enega so vsi ventilirani, se pravi na aparatih za umetno predihavanje. Ob tem imamo na oddelkih nameščenih že 55 pacientov in 7 pozitivnih, ki čakajo na sprejem še v urgentnem centru, kajti nekaj od teh 55 bo verjetno danes še odpuščeno domačo oskrbo. Tako da ta številka, rečemo, na hospitaliziranem delu se je povečala za 80% glede na podatke v petek. Tudi na intenzivi je bilo takrat 8 pacientov, zdaj je pa 12. Tako da se je število hospitaliziranih na obeh enotah kar pomembno povečalo. To pomeni, da so povečali tudi število COVID oddelkov. V skladu z načrtom, ki ga imamo, smo celotno stavbo oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja namenili, tam je tako imenovan COVID-1 oddelek, tam je zdaj zagotovljeno 32 bolniških postelj, potem smo oddelek za hematoonkologijo in oddelek za bolezni prebavil spremenili v COVID-2 oddelek, tam je na koncu predvideni 40 postelj, danes bo na voljo za nameščanje 30 postelj. Na intenzivni terapiji smo pa kirurško intenzivno terapijo preselili na nadomestne lokacije, na lokacijo prebojevalnice centralnega operacijskega bloka in koronarnega odseka in 11 postelj, ki so sicer namenjene za intenzivno zdravljenje kirurških pacientov, namenjene za zdravljenje COVID pacientov in v te prostore že začeli nameščati tudi prve COVID pacijente. Na COVID urgenco in čisto urgenco pa so razdelili najnujnejšo pomoč. Urgenca deluje na isti lokaciji, kot je delovala sedaj, je pa že kar nekaj časa zdaj ponovno razdeljena na COVID urgenco in na čisto urgenco. Se pravi, vstopno mesto je eno in edino, se pravi, pridete pred urgentni center, tam se naredi epidemiološka triaža. Na osnovi tega vprašalnika se odredi, ali gre obravnava v urgentni center, ali gre čista obravnava, gre pa pri odraslih na staro urgenco, to je na vhod 6. Otroke se pa preusmeri tiste, ki so ne COVID obravnave, na otroški oddelek na vhod 14. Drugače gredo pa pacienti na vhodu 18 v urgentni center, tam se jim oduzamejo brisi, takoj vsem in potem se znotraj na osnovi triaže ponovno porazdelijo, ali gredo k pediatru, ki je ravno tako v COVID urgentnem centru, ali potem k internistu, infektologu in tudi kirurgi so v urgentnem centru COVID. Tako da obravnava je popolnoma enaka, kot je potekala prej, samo da zdaj poteka na 2 ločenih lokacijah. Strokovni direktor še poudarja, da Splošna bolnišnica Celje funkcionira normalno, tudi pri drugih bolezenskih stanjih, zato se, če ste bolni, posvetujte svojim osebnim zdravnikom, ki vas bo napotil na nadaljnje ustrezno zdravljenje. V soboto so začeli veljati nekateri strožji ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa. Od jutri naprej bo skladno z novim odlokom prepovedano gibanje med občinami. Na Mestni občini Celje ukrepe uveljavljajo v skladu z vladnimi odloki, bo pa občinska uprava tudi v tem času delovala nemoteno.
Mestna občina Celje v tem tednu kljub zaprtju vrtcev zagotavlja organizirano nujno varstvo za otroke, katerih starši opravljajo delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah. Pogoj za sprejem otroka v varstvo je, da nujno delo opravljata oba starša in da je otrok zdrav. Starši morajo imeti tudi potrdilo delodajalca o upravičenosti do nujnega varstva. To potrdilo smo objavili na spletnih straneh vseh 3 javnih vrtcev. Nujno varstvo pa je organizirano za otroke vpisano v 3 javne celjske vrtce, poteka brez organiziranih dejavnosti v mešanih starostnih skupinah in sicer v vrtcu Tončke Čečeve v enoti Gabri na Mariborski cesti. Na občini sicer staršem svetujejo, naj otroci, če je le možno, ostanejo doma in sporočajo, da bodo starši za obdobje, ko bodo vrtci zaprti, oproščeni plačila. Odprta sicer ostajajo otroška igrišča. Zaenkrat Mestna občina Celje otroških igral in športnih igrišč ne zapira, odsvetujemo njihovo uporabo, tam je namreč verjetnost okužbe velika. Vsekakor pa je potrebno upoštevati vse varnostne ukrepe, torej največ 6 oseb naenkrat na igralih, primerna varnostna razdalja, razkuževanje rok, nošenje mask. Občanom svetujemo, da z otroki raje obiskujejo rekreativne poti v naravi. Zelo pomembno je, da ravnamo samozaščitno, da tudi sami poskrbimo za svojo varnost in za varnost drugih. Zdaj, čez vikend smo opazili, da je bilo na Savinjskem nabrežju zelo veliko ljudi, večinoma žal brez mask, zato občane še enkrat prosimo, da upoštevajo pravila, pazijo nase in drug na drugega. Nekaj sprememb v voznem redu je z današnjim dnem doživel Celebus. Skladno z ukrepi vlade za preprečevanje širjenja koronavirusa smo spremenili vozni red Celebusa. Vozil bo od ponedeljka do petka, ob sobotah in nedeljah ne bo vozil. Omejena pa je tudi uporaba kapacitet avtobusov. Bo pa nemoteno tudi v tem tednu delovala občinska uprava. Odprti ostajata tudi mestna blagajna in glavna pisarna, a bodo stranke sprejemali le po predhodnem dogovoru. Hostel Celjskega mladinskega centra je bil že 2. leto zapored izbran za najmladinsko prenočišče. Akcijo Moja dežela, lepa in gostoljubna že 29 let zapored organizira Turistična zveza Slovenije. Letos, že 2. leto zapored smo prejeli nagrado za prvo mesto. To nam seveda pomeni potrditev dobrega dela v preteklosti, hkrati pa izziv za naslednje stvari, ki jih planiramo v prihodnosti. Komisija je sigurno letos prepoznala, da smo nekaj naredili novega v dvoposteljnih in enoposteljnih sobah. Prepoznala je seveda ta vibe, ki vlada v MCC-ju, prijaznost osebja in celotnega kolektiva. In mislim, da je vse skupaj z legendami, skupaj z vsem, kar delamo, naredilo na njih takšen vtis, da smo bili ponovno izbrani kot najboljši hostel. Kako pa zdaj Celjski mladinski center oziroma hostel deluje zdaj v vseh teh ukrepih? Ja, zdaj smo za soboto morali zapreti vrata, čakamo zdaj, da vidimo, v katero smer se bojo zadeve razvile. Seveda smo pripravljeni na sodelovanje z Celjsko bolnišnico, tako kot smo bili to v prvi fazi epidemije. Upajmo pa, da se bo vse skupaj počasi umirilo in bomo lahko začeli spet normalno delovati. V 8. krogu nogometnega državnega prvenstva so nogometaši Celja na svojem igrišču zadnje uvrščeno Gorico igrali 1-1. Celjani so zdaj z 9 točkami na 8. mestu, že v sredo pa bodo v tekmi 9. kroga gostovali v Kopru. V Celju je dolgo kazalo na veliko presenečenje in zmago zadnje uvrščenega moštva prve lige. Goričani so povedli v sodnikovem dodatku prvega polčasa, ko je po prekinitvi v polno zadev Nejc Mevlja. Celjani so do izenačenja prišli v zadnji minuti tekme, ko je sodnik Roberto Ponis iz Kopra po prekršku nad Stojinovićem pokazal na najstrožjo kazen. To je v zadetek spremenil Filip Dangubić. Moramo biti zadovoljni s točko, pred tekmo smo želeli več. Naša podoba v prvem polčasu je bila relativno dobra. Podobno kot na prejšnji tekmi. Zmanjkalo nam je pa konkretnosti proti naprej. V nevarni coni smo bili, bi rekel, neka samozavest se nam je izgubila, neka odločnost, tako da, kaj reči, Gorica neugoden nasprotnik na prekinitve, zopet smo dobili gol iz standardne situacije, zdaj tretjo tekmo zapored, tako da na koncu smo se nekako
izvlekli in moramo biti zadovoljni s to točko. Nismo bili pravi, nismo bili na toj razini na kojoj mi možemo biti i na kojoj smo, po mom mišljenju, cijeli tjedan. Nismo bili pravi. Nismo igrali na ravni, na kateri smo trenirali ves teden. Manjka nam samozavesti. V zaključkih napadov nimamo pravih rešitev. Bili smo boljši tekmec, vendar smo spet prejeli zadetek iz prekinitve, kar je stvar koncentracije. Glede na to, da smo večji del tekme zaostajali, smo lahko na koncu z rezultatom zadovoljni. Je pa dejstvo, da lahko in moramo igrati bolje. Rezultatski ok, s obzirom da smo gubili dobar dio utakmice je dobro, ali mislim da možemo i moramo bolje. Strelec celjskega zadetka je imel na tej tekmi še nekaj priložnosti za dosego gola. Mislim da sam ja prije svega imao 2-3 šanse koje sam morao bolje. Imel sem še 2-3 lepe priložnosti, ki jih nažalost nisem najbolje zaključil. Fizično sem dobro pripravljen, v Celju se dobro počutim, saj fante poznam že odprej, tako da s prilagajanjem na novo sredino nisem imel težav. Verjamem, da bodo tudi igre in rezultati že v bližnji prihodnosti boljši. Da ćemo s vremenom izgledati puno bolje. V celjskem klubu bodo skušali trenutne pomanjkljivosti odpraviti predvsem z dobrim delom na treningih. Neki principi, ki smo jih imeli uigrane, so zdaj, bi rekel, bolj delati moramo na tem. Delati moramo na tem, moramo si ogledati, moramo na treningih to delati, zdaj ni nekih velikih, ni veliko časa za uigravanje le tega, ne, pa tudi novi igralci so vedno, vsak napad je zdaj samo en igralec je od pretekle četvorke, tako da včasih nam to malo bolj uspe, včasih malo manj, zdaj mogoče je tudi za te fante to neko javnost in tudi mi med sabo pričakujemo, da bo to bolj izgledalo, bolj učinkovito gor, pa kljub vsemu mislim, da rabiš nekaj časa, da se začutiš, pa da se znebimo nekega tega bremena, da moramo nekaj, ne? Ker je očitno, da si želimo zmagati, da smo danes želeli tudi bili agresivni, obrambni del ekipe je bil odličen, nismo dosti puščali Gorici, ne? Proti naprej je pa zmanjkalo malo, bi rekel, in samozavesti in kvalitetnih rešitev. Celjane zdaj čaka zelo zgoščen ritem tekem, saj bodo že v sredo v 9. krogu prvenstva gostovali v Kopru. Ko je rezultat dober, je zgoščeni ritem Bogom dan. Ko je rezultat slabši, je ta neka, bi rekel, igralci nam odreagirajo, kar me moti, odreagirajo na vsako napako na igrišču, se sami s sabo ukvarjajo. Ne, da se kregajo, ampak so jezni nase, ker jim nekaj ne uspe. Ja, se sekirajo, bravo. In to je to. In to je en pokazatelj tudi, da nimaš se časa sekirati, ne, v bistvu napaka se lahko zgodi, ne, in je treba iti dalje, ne, preko tega, ne, tako da o tem se pogovarjamo, želimo se tega čim prej znebiti, pa postati bolj učinkoviti, no, bolj učinkoviti. Veliko energije trošimo, pa ni efekta, ne, to je zdaj tisto, s čim se ukvarjamo, no. Po noči se bo dež na zahodu okrepil in se do jutra razširil nad večji del Slovenije. Ob morju bo še pihal jugo. Jutranje temperature bodo od 8 do 14 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo popoldne od zahoda postopno ponehale. Na zahodu se bo proti večeru že jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija. V sredo in v četrtek bo deloma jasno. Zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Spremljali ste dogodke dneva na televiziji Celje. Hvala za pozornost. Lep in prijeten preostanek večera vam želimo. Nasvidenje.